Luka in Kyrie, Kyrie in Luka. Kaj bo s tema dvema skupaj, a? To je tisto vprašanje, na katerega ima odgovor samo čas. Vsi skupaj smo lahko tukaj pametni, delamo seminarske naloge iz vsega skupaj. Si razlagamo, kako smo mi boljši v poznavanju Luke oziroma ta drugi v poznavanju Kyrija. Se lahko strinjamo v marsičem so naša mnenja lahko različna, ampak jaz verjamem, da je dejstvo povsem enako, da gre za odlična igralca, ki samo morata najti način, kako igrati skupaj. Tako preprosto je. Panika? Pa ni panike. Torej, v nadaljevanju govorimo o Luki Kyriju, Dallasu nasploh s tema dvema igralcama, dotaknil se bom dveh potencialnih okrepitev Dallasa in pa današnjega dvoboja z Denverjem. Vse to pa vas povabim najprej, da se naročite na naš kanal Greg Skort za podobne analize, highlights in tako naprej. Hkrati pa imate v opisu tega današnjega podcasta tudi povezavo na najnovejši podcast Dribbling, ki ga soustvarjam še z dvema košarkarskima prijateljema. Prva epizoda je že zunaj. O čem smo govorili? Mogoče malo manj o Dallasu, malo več o NBA tematiki. Vabljeni, da poslušate tudi to in pa kot že rečeno, za podobne zadeve, da se naročite na moj kanal. Luka in Kyrie, dve tekmi sta za nami, ko sta ta dva skupaj bila boj z nasprotniki na igrišču. Zdaj vsi vemo, ni se končalo tako, kot smo si želeli na začetku. Dva poraza, eden celo po podaljšku, zadnji pa... Luka pa Kyrie sta igrala vroč krompir, veste kako se to gre, ko se hočeš čim prej znebiti žoge. Pa ni bilo zdaj točno dobesedno tako, dejansko, če morda kdo ni videl oziroma zamudil zaključek, iskala sta boljšo pozicijo en drugemu za zaključni met. Dallas je zaostal za 3, neverjetno sploh, da so se lahko vrnili, mislim, da je bil zaostanek 26 točk. Skratka, zadnji napad je pripadal Dallasu, 3 točke razlike, malo je iskal prostor Kyrie, malo Luka, ni se išlo, na koncu zmaga Minnesote. Nekaj preveč bolje je šlo na prvi skupni tekmi v Sacramentu, kjer je pač sledil poraz po podaljšku. Zdaj dokaj čudni tekmi, dokaj različni, bi jaz temu rekel, za en hiter povzetek. Medtem ko smo proti Sacramentu igrali odlično tekmo, zdaj mi je jasno, zakaj je Sacramento tretji. Res so raznovrstni, De'Aaron Fox je neverjetno nevaren, Sabonis dela svoje pod košem, žoga jim leti, menjavajo pozicije v obrambi. Vse, v glavnem imajo glavo in rep in celo dva All-Starja, Škoda tukaj, da ni bilo zmage in Luka in Kyrie sta v napadu briljirala, da tako rečem. Ampak Luka v zaključku tekme ne. Mislim, da zadnjih 15 minut sploh ni dosegel točke. Ok, to mogoče ne, da ne bom kaj napak rekel, v glavnem zelo malo je gledal proti košu. Zelo podobno je bilo na zadnjem srečanju tudi proti Minnesoti. Mislim, da je na koncu dal nekaj točk, zmetal zelo malo metov, medtem ko je Kyrie imel met 11-12 v zadnji četrtini. Fantastično, Tu se je pojavilo vprašanje, komu žoga ob zaključku? Vemo, Luka da največ točk v prvi četrtini, medtem ko Kyrie Irving blesti v zadnjem delu igre. Že prej v Brooklynu je bil eden izmed najboljših igralcev v zadnji četrtini, Kyrie. Ampak to je zdaj naloga trenerskega štaba, predvsem Kida. Komu zaupati žogo, ko se tekma lomi? Ali je to Luka ali je to Kyrie? V danem trenutku, kot je bila tekma proti Minnesoti, kjer je Kyrie delal vse mogoče odlične zadeve v napadu, ne bi bila slaba poteza, če bi Kyrie metal zadnji met. Seveda, izgledalo je, kot da je bil takšen namen, kot da ga je Luka iskal, pač ni se išlo. In naprej ne vidim dobenega razloga, da se Kyrie ne bi odločal za zadnje mete, če bo vroč tako, kot je bil. Medtem ko če bo Luka na isti strani podobno vroč ali če mu bo šlo, nekako je to še vedno ekipa Luke, kot se je sam Kit izrazil, tudi on lahko prova. Ne nazadnje, lahko bi naredil že celo kompilacijo, koliko uspešnih metov je Luka zadel ob samem zaključku in kolikrat je Dallasu prinesel zmago. Vse skupaj, kaj smo zdaj predebatirali, za Luko in Kyrija
in še ostale se jaz sploh ne bojim. Tukaj še hitro naj vskočim z Woodom, katerega zelo dober občutek imam, da ga Kit ne mara kaj preveč. Čeprav Wood znova in znova dokazuje, da bi moral odštrcniti tega Paula ven iz prve petorke. Saj sodelujeta z Luko odlično, ampak človek praktično nima skokov. A je center. Christian Wood je vsekakor nevarnejši v napadu, tudi v obrambi kakšno blokado več podeli. Dwight Powell mislim, da je rekorder, ne samo lige, ampak svetovni rekorder pridobivanja udarcev v glavo s komolcev ali čemorkoli. Že s tem porabi ne vem koliko energije in pa časa, ampak dobro se zgodi, nočem biti zdaj se norca delati nikakor, niti slučajno, ampak hočem reči, Wood je koristnejši, nevarnejši in trenutno mu mislim, da Kit še ne zaupa do takšne mere. Zdaj mogoče bo kdo rekel, da Woodov čas še prihaja, da se komaj vrača po poškodbi, morda, ampak ne zdi se mi tako, pa zelo upam, da se motim. Predvsem na zadnjih 2 tekmah spet je dokazal, da je odlični igralec, odlična možnost, dodatna možnost v napadu, treba ga bolj izkoriščati. Kaj sem mogoče še opazil? Z Kyriom žoga odlično teče v napadu, čist neki drugačen pace, kot bi temu rekli Američani. Več igralcev v igri se dotakne žoge, kar je mogoče malo minus, ko Luke ni. In ja, igra tudi počasnejša, seveda, ko je Luka, ampak tega smo navajeni. Igralci nekoliko drugače sledijo Kyriju in pa Luki. Ampak še enkrat, ni panike in ni še prostora, da bi overreact imeli zdaj karkoli, kot se izrazijo Američani. Ni še čas za to. Pa lejte, teden dni se poznata, dobesedno teden dni. Ne moramo pričakovati, da bo vse teklo kot po maslu. Po prvih 2 nastopih, ne nazadnje, sta skupaj odigrala 60 minut na parketu. Oba dva sta, mislim, da je celo na teh 2 tekmah Kyrie dosegel nekoliko več točk, ampak to zdaj res ni pomembno, glede na to, da sta bila zabeležena 2 poraza. Tako da to je to. V glavnem, ja, tale vroč krompir, upam, da bojo rešili, kdo bo na koncu zaključil. Tule res se morajo dogovoriti, pa ne spet tiste klasične akcije, daj žogo Luki na nekje med trojko in polovico, pa naj zaključuje v zadnjih 2 sekundah. Tu si bo treba nekaj konkretnejšega probati. Zadnje vroče novice iz Dallasa so zelo zanimive, namreč LaMarcus Aldridge. Njega še pa pomnite, Naj bi se pridružil na treningu v Dallasu. Zdaj kaj je z njim? On je nekoliko prekinil košarkarsko kariero, če me spomin ne vara. Je šlo za neko napako srca oziroma ni šlo za poškodbo, se pravi neko zdravstveno težavo, ki mu je onemogočila nadaljevanje kariere. Očitno je zdravstveno stanje do takšne mere bolje, da lahko nadaljuje. Zdaj, kaj pričakovati od Aldridgea, nekdanjega All-Starja, odličnega igralca, tako Portlanda kot San Antonija? Vprašanje, Že dolgo se ni na resni tekmi dotaknil žoge, kaj šele igral, Tako da dajmo tukaj mogoče malo z rezervo vse skupaj jemati. Verjamem, da je, kar se tiče izkušenj, odličen. Pa mogoče še pa za danes, ne vemo. Ne vemo, dajmo se presenetiti, pač tale novica je odjeknila v bistvu včeraj, ampak ja, se vemo, koliko je resnično, V glavnem, druge novice pa so takšne, da bi se Dončiću Kyriju še en izkušen košarkar pridružil, in sicer Justin Holiday. Predvsem je znan po odlični igri v obrambi, Houston je namreč zdaj izplačal njegovo pogodbo, tako da je trenutno prost igralec. V bistvu je letos sezona začel v Atlanti, ta ga je pa potem pred koncem prestopnega roka poslala v Houston, kjer so pač prekinili pogodbo, kot sem omenil prej. Tako da bodo oni pač gradili bolj na mlajših igralcih, tako da bomo videli, če bo dejansko prišlo do kakšnega sodelovanja tukaj z Holidayom in pa Dallasom. Na zadnje en obrambni košarkar, takšen soliden, bi roko na srce kar prišel prav. Ko smo že pri tem, Kit je na zadnje dobil vprašanje novinarsko, kako gleda na to, da so pač toliko pik na zadnjih 2 tekmah dobili. Pač rekel, da so oni ekipa, ki pač dosežejo 1 piko več. Ja, majster ne še, bo treba začeti, ampak jaz bi se vseeno dal nekaj poudarka na obrambo, govorim za vse, vključno z Luko.
Ampak dobro, na hitro danes še zadnjo srečanje Dallasa pred All-Star breakom. Denver, pismo, kako se veselim te tekme danes ob 3. uri zjutraj, oziroma jutri, no. Jokić proti Luki, pa ne samo Jokić, upravičeno lahko rečem še Vlatko Čančar. Pa fantastično igre Čančar v zadnjem času, se opravičujem. Iščeta se z Jokićem, da ne rečem, da se vohata na parketu. Fantastično se delujeta en drugemu z asistencami, da ne govorim, da Čančar deli še blokade v zadnjem času. Ob tem si je celo tisti chain, se pravi verigo, ki jo na koncu najboljšemu obrambnemu igralcu podelijo v slačilnici Denverja. To je taka njihova interna fora, ampak zanimiva. Mike Malone, trener mu je podelil na zadnjem srečanju, pa to ni bila prva, verjamem pa, da ni niti zadnja. Tega štrusa iz Miami je tako zalepil zadnjič, da sam upam, da je Olupek že stran, da se ne bo kdo spotaknil. Malo šale. V glavnem, član začetne peterke je Čančar v zadnjih tekmah. To ni kar tak, glede na to, kako dolgo je on čakal na priložnost v Denverju, da mu vendarle dajo neke priložnosti, minutaže, da bo nekaj igral. Evo, zdaj le igra 22-25 minut, na zadnje dosegel 10 točk, 6 skokov, 5 asistenc, plus tista blokada. To čakamo danes še malo slovenskega dvoboja, kar se tiče Jokića pa Luke, pa sej. Kaj bom tu izgubljal besede, to si lahko samo želimo gledati, samo uživamo, nekoč še bežna želja, da bi morda ta dva igrala skupaj, pa da vrnemo malo košarkarske romantike na naše prostore. Kak bi bilo to fajn, ampak realnost je druga, pobožne želje spet nekaj drugega. Dobro, da ne bomo predolgi. Hvala še enkrat, da me poslušate. Gregor sem bil z vami iz Rex Korta. Naročite se na moj kanal za več podobne vsebine, analiz in highlightsov. In kot sem rekel, v opisu videa podcast Dribbling. Nekaj novega na košarkarskih podcastih. Jaz in še dva kolega, Žan-Luka in pa Blaž, ustvarjamo vsebino za mešalno mizo, da je zvok čistejši, pa Jure. Še enkrat hvala vsem, do naslednjič, Gregor sem bil z vami, lepo pozdrav.